Jernejevo se začenja z današnjo slavnostno sejo ob 90-letnici prostovoljnega gasilskega društva Ostrog in se jutri nadaljuje z odprtjem prenovljenega živinskega sejma na sejmiščnem prostoru, na kar so v občinski upravi izredno ponosni. Predvsem, da smo Šentjernejčani enkrat prvi v Sloveniji, ki imamo po novi evropski zakonodaji, torej vse dokumentacije, in upam, da bo vsako drugo in četrto soboto obiskan ta sejem, da bo dosti prodajalcev, kupcev, konec koncev se bomo pa tudi mi do konca leta potrudili, da bomo organizirali kar nekaj razstav. Letos bo Jernejevo tudi vsakoletna povorka, med drugim v znamenju 40-letnice društva vinogradnikov. Poleg tega imamo tudi nekatere novosti nad našim Jernejevem, tako je recimo ponovno spet otroški živžav, ampak dobro, to je bolj za mlade, pa zumba za razgibavanje. Potem je tudi novost, je tudi ognjemet, ki ga zdaj par let ni bilo, letos pa bo spet ponovno, in pa predvsem pa je novost, da imamo domačega gostinca. V Šentjerneju so socialne stiske vse večje, a si kljub temu želijo, da bi Jernejeve dogodke obiskalo čim več ljudi, pravi Hudoklin, ki je na današnji novinarski konferenci predstavil tudi ključne naložbe v občini. Posebej je izpostavil dokončanje vodovodnega omrežja in kanalizacijskega sistema ter osrednjo čistilno napravo. Čeprav je občina med bolj zadolženimi v Sloveniji, pa hkrati vse pomembnejše naložbe, tudi naštete, izvaja s pridobljenimi evropskimi sredstvi. Res moram reči, da vse od leta 1995, ko vodim občino Šentjernej do danes, občina Šentjernej ni imela niti en dan likvidnostnih težav, kar pomeni, da smo vedno v proračunih imeli zagotovljen denar. Res pa je, da smo za določene investicije morali najeti kredit, ker seveda sem se jaz osebno in moji sodelavci dobro zavedali, da gre to za kredit, da gre to za plačevanje 15 let. So pa s pomočjo kredita uredili prizidek k šoli, novo zdravstveno postajo in kulturni center, poudarja Hudoklin.